nekaj prazničnega, nekaj nevsakdanjega, nekaj kulskega, eno privlačno temo. Izhajajoč iz srčike razodetja, namreč, da je Bog ljubezen. In da je Bog vse, kar je naredil zaradi tega, ker želi stvari deliti z drugimi, ker ljubezen noče ostati sama. In je sredi tega sveta predvsem postavil bitje, ki naj bo podobno Bogu, ki naj ima nekaj božanskega, ki naj ima sposobnost, da doživlja božansko ljubezen. In to je seveda človek. In človeka ustvari Bog kot moža in ženo. Izhajajoč iz vsega tega se postavlja vprašanje, kot torej človek lahko doživlja božansko ljubezen. Predvsem v konkretnem ljubezenskem odnosu mož z ženo in žena z možem. Zaradi tega, ker smo mi mesena bitja, mi smo v mesu in smo v mesu sposobni doživeti lepoto Boga, njegove božanske ljubezni, njegove absolutne ljubezni. Tako doživim, da če tudi si je Bog stvar zamislil idealno, v vsakdanjem življenju nikoli ni zares možna. Ampak lahko moje srce, moje telo dokončno poteši samo avtor. In to je Bog, stvarnik. In moj celibat v bistvu se lahko hrani s tem, ko opazujem lepoto ljubezenskega odnosa med možem in ženo, ker vem, da je to samo podoba, da je to samo odsev božanske ljubezni, da pa si je Bog zamislil resnično, če že spolna ljubezen tako lepa, koliko je šele lep on, ki si je to zamislil, in koliko bo šele lepo življenje, ko bomo v polnosti združeni z njim in ne bomo več v podobi, ampak zares. Druga stvar, ki me totalno navdušuje in na katero me je pravzaprav spomnil Miha Šalhar, hvala Miha, je pa rodovitnost. Mož in žena sta sposobna ustvariti novo bitje. Pa tle ne mislim, da se razumemo, na to, da morata pa s tem mož in žena narediti kolikor možno veliko otrok, čeprav v končni fazi, če imata možnost, če lahko in če imata sredstva, meni se zdi to super, hvala Bogu. Ampak ne gre za to. Gre predvsem za človekovo izkušnjo, da je sredi njegovega ljubezenskega odnosa sposobnost, da lahko ustvari nekaj popolnoma novega, nekaj popolnoma originalnega. Vse do novega človeka. In to je lepota. Se mi zdi, to je tista stvar, ki te lahko navduši. In tle, če želite, sem na istem jaz kot celibater in tisti, ki živite ljubezenski odnos v zakonu. Popolnoma isto. Hkrati smo navdušeni nad tem, da je v nas ta sposobnost ustvariti nekaj novega in ta novost, vse do novega človeka, nas popolnoma navduši. To je ostaneš brez besed. Pred mano je sad mojega telesa. To je bil moj novoletni vlog s posebno, ne vsakdanjo temo. Srečno v novem letu in do prihodnjič.